Sredi februarja 1987 je šla že prej omenjena 57. številka Nove revije, ki je predstavila načrt za samostojno slovensko državo. Načrt je spodbudil dramatične reakcije. 26. februarja so ga obsodili na 23. seji predsedstva CKZK Slovenije pod predsedstvom Mina Kučana, 17. februarja pa na 68. seji predsedstva Evropske konference SZD pod vodstvom Jureta Smoleta. Naša pobuda se je pridružila drugim prelomnim pobudam v drugi polovici 80 let prejšnjega stoletja v Evropi, v slovenskem okviru pa je predstavljala prispevek gibanju tako imenovane slovenske pomladi. 27. junija 1980 je avstrijski zunanji minister Alois Mock skupaj s svojim madžarskim kolegom Gyula Hornom prerezal bodečo žico na meji med Avstrijo in Madžarsko. Začelo se je, takrat je začelo paranje železne drese in osvobajanje vzhoda oziroma srednje Evrope izpod komunistične oblasti. Gibanje slovenske pomladi, ki se je leta 1980 utelesilo v demokratični opoziciji Slovenije, Demos nam je spomenilo to, se je dogajalo usporedno in istočasno z evropskimi demokratičnimi gibanji, kot so bila naprimer Poljska solidarnost, Češki državljanski forum ali Madžarski demokratični forum. Slovenijo je posebej razumela zadeva JBTZ, najbrž se tega vsi spominjamo, eden od protagonistov te zadeve je nami. Vrhunec pa je pomladno gibanje doseglo z razglasitvijo 25. junija 1991 in z mednarodnim priznanjem neodvisne slovenske države 15. januarja 1992. Ob koncu leta 1990 je bila večina Slovencev prepričanih, da je neodvisna država, to se zdi posebno pomembno, jamstvo za obstoj in blaginjo slovenskega naroda. Država kot jamstvo za razvoj in blaginjo slovenskega naroda. Ker se je to prepričanje izrazilo na plebiscitu, lahko govorimo o nekem nespornem dejstvu. No, in danes se pojavlja domneva, da ni več tako. Nekatera znamenja, ki jih bom vedel, kažejo na pešanje takšnega prepričanja, vsaj pešanje. Če sodimo po javnem izkazovanju spoštovanja do slovenske države, spodani Slovenci, če se primerjamo z državljami drugih držav, videti nekam malomarni in brezbrižni. Američani, Francozi, Italijani, zelo Hrvati, da v Srbiji spomenuti, so videti dosti bolj ponosni na svoje države, na njihove vrednote in simbole, na svojo zgodovino in državne dosežke, da ne omenjam himnega zastave. Tu pa tam je videti, kot da je država Slovencem v breme. Po drugi strani je videti, kot da si je mogoče državo prilastiti in jo izkoriščati za zasebne potrebe. Razvnemajo se nenavadne razprave o tem, ali Slovenija potrebuje svojo vojsko in tako. Kdaj pa kdaj se zdi, kot da bi bolje živeli v kakšni drugi državi, morda celo tisti, ki smo jo zapustili pred 20 leti. Neuspeh slovenskega partijskega režima pa je bil manj porazen kot drugod, recimo na Poljskem, na Češkem in tako naprej. Saj se je pomladna politika sprva zaradi nevarnosti zvezde in srpske politike odločila za narodno spravo in kohabitacijo. V takšni kondiciji je Slovenija odlično izkoristila zgodovinsko priložnost, postala je neodvisna država in sprejela demokratično ustavo. Slovensko gospodarstvo je dobro preneslo politični pretres, Slovencem ni bilo treba jesti trave in upokojencem niso vzeli pokojnin, kot so komunisti pred volitvami strašili pristaše Demosa.